Tako, gospe in gospodje, mislim, da je ta kratek prerez nam je pokazal, da je to sporočilo, ki nas bo zaposlovalo še nekaj časa. Gre preprosto, da dojamemo, kaj je bilo narejeno. Zelo enostavno rečeno, jaz moram reči, da kot urednik sem se ob urejanju znašel pred tistim problemom, da dejansko tudi sam še nisem dojel, kaj vse je povedano. Drugo je, da je delo, ki je pred nami, je povsem odprto, ko je Uroš omenil, naprimer, bratje Hrvatje nočejo prevzemati svojih mrtvih, Nemci so v zadregi, ker so mešana grobišča, problem, na katerega še niso naleteli. Oni so navajeni, da se pač koplje Nemce tam, kjer so pokopani, ne da se jih išče tam, kjer so nametani. Republika Avstrija se odloča za izkop pokopališča v Lešah. Kot vidite, v Črnogorci imajo oblast, ki absolutno noče slišati za te žrtve, a ne, in v Srbiji, mislim, da bi kolega Cvetkovič lahko povedal nekaj podobnega. Dejstvo je, da mi po pobudah civilne iniciative, civilnih združenj, sorodnikov in tako naprej, smo v Kostnici v Škofji Loki vzpostavili depo vzorcev za možno identifikacijo DNK-ja. Je pa eno brutalno dejstvo, da pri zelo blizu lokacijah, ki so blizu pravzaprav družinam, kot je Koželj v Velenju, Zakriž pri Cerknem in Krimska jama, preprosto niso rodnikovani. Ampak kljub vsemu te sistemski ukrepi so bili izvedeni. Jaz sem vesel, da se strokovno stvari razvijajo. Sodba zgodovine bo pa pisala se za nas, za storilce in žrtve, ampak s tem je vzpostavljen standard, da so vsi naši, preprosto. To je tisto, kar je tisti temeljni diktum, in če lahko rečem, ne more biti Ljubljana mesto, kjer so pokopani nemški, italijanski in drugi okupatorski vojaki, ne morejo pa biti žrtve pravzaprav lastne roke, a ne, se pravi. Tega preprosto ne more biti. Če bo treba stvari prevesti in internacionalizirati, jih bomo naredili. Verjamem pa, da to poročilo kaže, da je komisija v teh letih dosegla standard, da gremo lahko mi in čakamo, kaj vse bo še narejeno. Zdaj, če so kakšna vprašanja, smo na razpolago, verjamem pa, da bomo ob enem širšem posvetu o tej knjigi se še srečali nekje jeseni. Tako, hvala lepa za potrpežljivost.